Luka Elznar, nekako stopnjujete formo čez te prijateljske tekme od poraza prek remija sedaj do zmage. No, to smo iskali. Želimo si zmagati vsako tekmo, danes nam je to uspelo. Vsekakor je treba vzeti v obzir, da je mogoče bil nasprotnik nekoliko manj kvaliteten kot prejšnja dva, ampak vseeno. Zopet po zaostanku smo uspeli obrniti situacijo in na koncu v drugem polčasu predstaviti nekako v višjo stopnjo na igrišču in nekako z večjo razliko to tekmo zmagali. Sigurno je prijetno v tem momentu, kajti iskali smo danes nekako neke potrditve v samem napredku, ki ga vidimo na treningu. Zadnji dnevi na igrišču in v dvorani, v kateri treniramo, neke stvari so se videle, da se premikajo na bolje, da je neke stvari v igri so nekako bolj stečejo, lažje se fantje najdejo na igrišču. Tudi v zaključku smo bolj precizni, tako da v določeni meri smo tudi danes to pokazali in ne glede na vse je zmaga dobrodošla. Zopet nova taktična postavitev, pa velik poudarek na prvi žogi in na kratkih podajah. To je bilo vedno seveda v samem konceptu najbolj pomembno, da se igra hitro in enostavno naprej, da posameznik ne zadržuje žogo v svoji posesti, ampak da proba najde sodelovanje s partnerji na igrišču. To je v nekaj akcijah danes kar lepo uspelo in seveda takih stvari se veselimo in jih želimo čim več videti na igrišču. Tudi da tisti novi, ki so zraven, hitro dojamejo ta koncept in mislim, da so vsi trije zelo blizu tega, da dejansko spadajo v sam sistem našega delovanja. Seveda pa ne moramo odstopati od naših zamisli v igri, kako trener postavi, konec koncev sama organizacija, postavitev na igrišču ni toliko pomembna, kot je ta dinamika, ki smo danes mogoče pokazali. Nekateri igralci so že dobili 90 minut, verjetno se bo to sedaj stopnjevalo do prvenstva. Sigurno se bo oblikovala počasi prva enajsterica. Tisti, ki so več pokazali na tekmah in na treningih, bodo verjetno se približali tej formi, ki jo zahteva nadaljevanje prvenstva, in to bojo dosegli tudi skozi celo minutažo v zadnjih prijateljskih tekmah. Gledamo po vseeno še 20 dni do začetka prvenstva in to še kar široko obdobje, da bodo vsi še prišli do priložnosti, da se pokažejo in da pridobijo zaupanje trenerja. Malce težav s poškodbami se je pojavilo, za to tekmo je bilo kar nekaj igralcev izven pogona. Ja, so pa malenkosti, moram reči, da ni nobena poškodba zaskrbljujoča, razen tega, da še čakamo na Kousa, da se vrne v pogon. Ostale stvari so kratkoročne poškodbe, ki jih bomo sanirali s ponedeljkom ali pa sredo že naprej, tako da bo kader izpopolnjen že nekje v sredini naslednjega tedna. Najlepša hvala, srečno.